Danes v Pomurskem dnevniku Teden državnosti. Epidemija se umirja. Vrh zveze NATO. Začetek sanacije. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z veteranskimi društvi, javnimi zavodi, šolami in drugimi institucijami pripravila program za obeležitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije. V ta namen je bil oblikovan organizacijski odbor za izvedbo programa, ki bo potekal od 21. do 25. junija. Župan Aleksander Jevšek pri tem še posebej izpostavlja dva dogodka, in sicer koncerta, ki se bosta zgodila na prostem v Slovenski ulici, saj je občina lansko leto zaključila prenovo te ulice, a zaradi takratnih razmer ni bilo uradne otvoritve. Odločitev je bila sprejeta, da se, ker je bilo tukaj v Pomurju veliko dogodkov v času osamosvojitvene vojne, obeleži na primeren način 30-letnica naše državnosti. Zato smo sklicali in povabili k sodelovanju za organizacijo teh prireditev, ki jih bo več in dogodkov bo več, veteranske organizacije Vojne za Slovenijo, torej Združenje veteranov Vojne za Slovenijo, Policijsko združenje Sever, Društvo General Maister in pa seveda tudi nekako soglasno izvolili za predsednika organizacijskega odbora generala Lipiča, ki je več kot primerna oseba za to, tudi zaradi njegove vloge v času teh osamosvojitvenih procesov. Kot veste, mi smo konec lanskega leta zaključili prenovo Slovenske ulice in zaradi razmer znanih ni bilo uradne otvoritve Slovenske ulice in sedaj, ko se upam, da bo se ta trend nadaljeval, razmere sproščajo, smo pripravili v sodelovanju z SNG Maribor in njihovim opernim zborom en tak dogodek, ki bo, se mi zdi, prvič organiziran v Murski Soboti, in sicer 100-članski zbor z izvajalci, torej z orkestrom Mariborske opere, bo 23. junija, mislim, da v 20:30 uri, izvajal na velikem odru na Slovenski ulici znane arije iz operet in se mi zdi, da bo to poseben dogodek, ki bo nekako tudi uradna otvoritev Slovenske ulice. Mi bomo oder postavili pri Blagovnici, zaprli ta del Slovenske ulice, se pravi med Zvezdno in krožiščem pri Zvezdi, namestili od odra naprej udobne stole, kolikor pa seveda bo možno, okoli 500 stolov mislim, da smo sposobni postaviti v ta del in omogočili seveda brezplačno užitek ob klasični glasbi obiskovalcem te prireditve. Tudi predsednik organizacijskega odbora nam je izdal nekaj podrobnosti o programu. Načrtovali smo, da se vsak dan nekaj dogaja. O dveh dogodkih je govoril že tudi gospod župan in jih se jaz ne bom ponavljal. Začel pa bi z 21. junijem in sicer z otvoritvijo razstave, ki smo jo poimenovali Osamosvojitev Slovenije in vojna za samostojno Slovenijo 1991 v Pomurju. Ta proslava je dopolnjena z nekaterimi dokumenti, ki jih do sedaj še ni javnost imela priložnost videti, in tudi z nekaterimi fotografijami. Drug tak pomemben dogodek je pohod učencev in dijakov ob spominskih obeležjih v Murski Soboti. Zaradi te pomembnosti je to poudaril tudi gospod župan. Jaz bi tu še dodal, da sodeluje vseh 5 osnovnih in vseh 5 srednjih šol. Nekako pričakujemo po prijavah nekaj čez 200 udeležencev, učencev osnovnih in pa srednjih šol ter njihovih učiteljev, mentorjev.
in pa seveda tisti, kateri bodo ta pohod vodili, izpostavili pomen posameznih obeležij, tako da se bodo otroci z vsakim od teh obeležij seznanili in na nek način želeli to prikazati kot nek zgodovinski lok, ki bo sklenjen z osamosvojitvijo naše države. Tako da bi začeli z obdobjem priključitve Prekmurja, nadaljevali z obdobjem narodnoosvobodilne vojne in pa seveda zaključili z vojno za samostojno državo. Prireditev bo sicer zasnovana kot proslava regijskega pomena, zato so nanjo povabili tudi ostale pomurske župane. Število okuženih v Sloveniji glede na svetovno merilo upada, tudi v evropskem povprečju število okuženih pada. Tudi število umrlih v domovih za starejše občane se je zmanjšalo. Kljub temu je še vedno potrebno dosledno upoštevati ukrepe in navodila, da bo naše poletje res varno. Situacija se ne umirja samo pri nas. Ta trend se namreč opazi tudi na globalni ravni. Poletje prihaja, s poletjem očitno se tudi zmanjšuje število okuženih z covidom. Če pogledate v svetovnem merilu, nam v zadnjih tednih pada število okuženih, tudi na račun Evrope, kjer je kar krepko padlo število okuženih naprej. Zdaj, tale zemljevid nam pa pokaže, da se južna polobla počasi premika v zimski čas in kot vidite, je Južna Amerika kar krepko obremenjena z covidom, bistveno bolj kot severna polobla. Naprej. Če gledamo evropsko povprečje, v zadnjih tednih število okuženih v posameznem tednu sicer počasneje pada, ampak trend je pozitiven, gremo v zmanjševanje okuženih v evropskem prostoru. Glavni razlog za majhno število hospitalizacij in smrti je gotovo množična precepljenost. Zdaj lahko vidite, tale rumena lisa je krepko šla pod 90. leta. In dejansko ljudje, ki so pocepljeni v starosti nad 65 let, ne zbolevajo več tako hitro in pogosto. In zato imamo posledično tudi bistveno manj hospitalizacij, imamo tudi bistveno manj umrlih, ker je seveda umrljivost v tej populacijski skupini nad 55 let bistveno višja, kakor v populacijskih skupinah pod 55. S tem smo seveda zaustavili tudi hospitalizacije in tudi intenzivne postelje in zato napredujemo, ker smo seveda štartali strateško za najbolj ogroženo skupino, se pravi starejšimi nad 60 let in zato danes žanjemo sadove tega ukrepa, ki smo ga sprejeli decembra. Zaradi novih sevov pa se je še vedno nujno držati vseh že znanih ukrepov. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj v Bruslju udeležil vrha zveze NATO, ki se tokrat osredotoča na prilagajanje NATO na nove izzive. Med slednje spadajo odnosi z Rusijo, terorizem, kibernetski napadi in prebojne tehnologije, vzpon Kitajske ter varnostne posledice podnebnih sprememb. Poudaril je, da se je svet v zadnjih 30 letih spremenil in da so se spremenile tudi grožnje. Jaz mislim, da je Kitajska dejansko ključni izziv za NATO, da se je svet v teh zadnjih 30 letih spremenil. Spremenile so se grožnje, nekatere so ostale, nekaterih ni več, nastale so pa druge. In ko govorimo o Kitajski, je to zagotovo tema, ki bo prevladovala ne samo na tem, ampak tudi na prihodnjih vrhovih. In če hočemo, da v prihodnjih desetletjih svet ne bo soočen z novo usodno oborožitveno tekmo ali mogoče tudi z vročim konfliktom, potem se mora NATO tega zavedati, ostati mora močan,
tako da bo partner v teh pogovorih, ki bo upoštevan in ki bo lahko dosegal dogovore, ki bodo ohranjali svetovni mir. Torej Slovenija žal doslej po svojih prispevkih po svojih finančnih prispevkih k skupni severnoatlantski varnosti ni ravno izstopala v pozitivno smer. V času mandata te vlade smo te trende obrnili. Predvsem gre za zakon o dolgoročnih investicijah v Slovensko vojsko, na podlagi katerih bomo bistveno povečali kapacitete lastne obrambe in bili na tej podlagi sposobni tudi sodelovati, resno sodelovati z našimi partnerji v okviru NATO. Zavedamo se, da je zavezništvo nekaj, kar deluje v obe smeri. Če mi pričakujemo od drugih, da bodo povečevali obrambne proračune za to, da bodo lahko zagotavljali tudi našo varnost, potem moramo tudi mi opraviti svojo domačo nalogo. Predsednik vlade Janez Janša je v Bruslju opravil tudi dvostranske pogovore. Najprej se je ob robu vrha Zveze NATO srečal s predsednico vlade Islandije, sledilo je srečanje s predsednico vlade Kraljevine Norveške, sestal pa se je tudi s predsednikom vlade Republike Severne Makedonije. Nelegalno odloženo blato na območju Pivole v občini Hoče - Slivnica se je včeraj začelo nalagati na tovornjake krškega podjetja Kostak, kamor bo blato tudi odpeljano. Sanacija bo potekala vsaj mesec dni, bojazen pa je, kako močno je že onesnažena narava in kako zelo se bosta podtalnica in vodni vir še onesnažila ob vsakem dežju. Potem, ko je ministrstvo potrdilo odlok glede sanacije in prevzemnika 200 ton v naravo nelegalno odloženega blata, so včeraj zjutraj z območja Pivole odpeljali prvi tovornjak blata. Blato prevzema komunalno podjetje Kostak iz Krškega, tako da gre za resno podjetje, ki bo poskrbelo, da bo blato ustrezno predelano. Tole blato bo po ustrezni predelavi primerno tudi za kompost. Včeraj so odpeljali površinsko blato. Ker pa je teren strm, je treba podreti drevesa in urediti dovozne poti, da se bo natovarjanje blata lahko začelo tudi na najzahtevnejšem terenu. Treba narediti prvo cesto, dostop, potem se lahko z manjšimi vozili odvaža. Ko pride do območja, ker je cesta, je treba to preložiti na kamione, ki odvažajo, tako da sanacija ni enostavna, ampak PGP Drava ima izkušnje na tem področju, tako da ne dvomim, da jim ne bi uspelo. Šele na koncu bo na vrsto prišla sanacija potoka in ribnika na najnižji točki, in sicer v botaničnem vrtu, kjer je blato že močno uničilo vodni biotop in eksperimentalne rastline. Sanacija bo obsežna, po županovi oceni pa bo treba izkopati veliko več materijala, kot ga je bilo odloženega. To samo blato se je napilo, nekaj se ga je scedilo od tla, tako da če je bilo odloženo 200 ton, bo verjetno treba skopati 1000 ton. Kdo je odgovoren za ta nezakonit poseg v naravo, pristojni še preiskujejo, a po prvih informacijah naj bi bilo blato iz komunalnega podjetja Ptuj. Blato bi moralo biti odpeljano po pogodbi s surovino, toda... Mi smo bili podizvajalec družbi CEP, ki je na javnem razpisu pridobila to naročilo. Mi smo v letu 2019, ko smo imeli rešitve za blato, smo dejansko pristali na sklenitev pogodbe z CEP-om, da bomo to blato v letu 2019 odvažali, no potem pa je v bistvu Madžarska zaprla svoje vrata za prevoz blata in mi enostavno smo odstopili od pogodbe in v okviru te pogodbe nismo izvajali niti kilograma blata iz Ptuja. Kako draga bo sanacija, nam tako župan kot hoški poveljnik civilne zaščite nista znala povedati. Stroške bo krila država, medtem ko bo odgovarjal tudi storilec te okoljske katastrofe, če ga pristojni seveda izsledijo. Onesnaženje pitne vode je opredeljeno kot kaznivo dejanje, zagrožena kazen za primer, da ni resnejših posledic, pa je do 3 leta zapora. V današnji oddaji iz našega studia smo gostili poslanko Evropskega parlamenta Ljudmilo Novak. Beseda pa je tekla predvsem o tem, kako se je Evropska unija spopadala z epidemijo koronavirusne bolezni. Ja, v začetku smo bili pravzaprav vsi v nekem šoku, nihče ni verjel, da se bo ta epidemija tako hitro širila in zato nismo bili dovolj opremljeni. Najprej je Evropska unija opozarjala, da ne smemo zapreti meja, ker smo preveč povezani, so odvisni. No, v začetku so države kar zapirale zelo meje, potem je transport stekel. Evropska unija se je tudi lotila reševanja dobave zaščitne opreme. V vseh državah je primanjkovalo
ostalo oziroma je sploh nismo imeli. No, ko smo to fazo šli skozi, so pa prišli drugi ukrepi, tako se je Evropska unija začela pogajati za morebitna cepiva oziroma veliko smo financirali v to, da bi bila cepiva čim prej najdena v Evropski uniji in da bi jih čim prej začeli proizvajati. Zato je šlo tudi sorazmerno hitro pri novih cepivih, ker je bilo na razpolago tudi precej denarja. Veliko družb farmacevtskih raziskovalcev se je s tem ukvarjalo, tako da tukaj smo bili uspešni. Manj uspešni smo bili pri sklepanju pogodb oziroma pri dobavah teh cepiv, kajti nekateri proizvajalci enostavno niso dohitevali tega, kar so obljubili. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 21 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 22, v Lendavi pa 23 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije bo možna kakšna kratkotrajna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 13 stopinj, dnevne pa okoli 29 stopinj Celzija. V četrtek in v petek bo precej jasno in vroče, popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 13 do 15 stopinj, dnevne pa od 29 do 32 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.